27. septembra 2015 se je v Slovenskih Konjicah zgodil že tretji konjiški maraton. Tudi letos je teklo več tekačev kot lani, našteli so jih rekordnih 800, skupaj z ostalimi vrstami teka okoli 1000. Zaradi prijetnega jesenskega ozračja je bilo več tudi obiskovalcev in zvestih navijačev. Dva odra, tekaški in zabavni, sta prireditev ponesla na višji nivo. Zmagovalca polmaratona sta med ženskami Daneja Grandovec in pri moških Mitja Kosovel, na državnem prvenstvu med članicami pa Sonja Roman in člani Rok Puhar. Na lanskem maratonu je teklo okoli 700 maratoncev, skupaj z dobrodelnimi teki okoli 900 prijavljenih tekačev. Tudi dobrodelna tek šolarjev in tek občanov sta pritegnila nekaj ljudi, ki so simbolnim kratkim tekom po slikovitem konjiškem starem mestnem jedru prispevali v šolske sklade lokalnih osnovnih in srednjih šol. Verjetno je njihovo veselje in dobra volja v cilju bila dovolj velika vzpodbuda za še večje število udeležencev na naslednjem maratonu. V absolutni kategoriji 21 km je s časom 1 ure, 8 minut in 11 sekund ciljno črto prvi prečkal Mitja Kosovel. Takole je z menoj tole v ciljni ravnini, v cilju, nič kaj preveč izmučen Mitja Kosovel, poznan obraz naših najboljših, najdaljših tekaških prireditev s tradicijo tudi najuspešnejši ali pa vsaj eden izmed najuspešnejših slovenskih maratoncev v zadnjih letih. Mitja, mora biti za začetek najprej ocena tvoje letošnje sezone, kako si zadovoljen s svojimi rezultati? Ja, mislim, sem posvetil precej maratonov, tako da mislim, da sem lahko kar zadovoljen. V bistvu en maraton je uri 18, tukaj je uri 20. Na to svetovno prvenstvo gorski maraton, v bistvu bil 6, tako da se veselje me čaka pa še ljubljanski maraton, če bo vse v redu, tako da je kar uspešno sezona. Odlično, čestitke še enkrat. Vrniva se konjiškemu maratonu, kakšna je bila proga, kako se ti zdi vzdušje tukaj v Slovenskih Konjicah? Ja, najprej proga je super, zelo zanimiva, je zelo nemonotona, tako da uživaš v vsakem trenutku, sicer ni najlažja, ampak meni je osebno zelo pisana na kožo. Drugače pa vzdušje je fenomenalno, tako da še posebej tukaj v ciljnem prostoru, vendar je tudi med potjo harmonika in mnogo oblačano, tako da je zelo fajn. Torej še ena potrditev organizatorjem, da resnično gre za maraton z dušo. Mitja, če bi moral izbirati tvoja prva ljubezen, gorski maratoni, klasični maratoni? Vsekakor izven asfalta. Izven asfalta, kaj pa te mika, ali je v dosegu planov, načrtih tudi mora biti norma za olimpijske igre v Rio v naslednjem letu? Ja, to vsekakor, to je glavni cilj za naslednjo sezono, vsekakor olimpijska norma, tako da nikakor se ne bom povedal klasičnemu maratonu, ampak še vedno imam najljubezen vsekakor izven asfalta. Dame in gospodje, Mitja Kosovel, zmagovalec tretjega konjiškega maratona v teku na 21 km. Med ženskami pa je zlato odnesla Daneja Grandovec s časom 1:19:41. Atletska zveza Slovenije je letos konjiškemu maratonu zaupala državno prvenstvo v cestnih tekih na 10 km in na tej progi je med članicami slavila Sonja Roman s časom 35 minut in 52 sekund. Koliko bolj zaradi tega resnično na času. Kako bi morebiti ocenila svojo letošnjo sezono, pa načrti, plani za prihodnje leto? Sezona ni tekla po planu, nenazadnje cilj je bil norma za tek, ki mi žal ni uspelo, tako da to ostaja cilj za 2016, norma na 5 km za olimpijske igre. Torej, vidimo lahko, da si v drugem delu svoje karijere, če temu lahko tako rečemo, razdalje podaljšala. Tole, želimo ti veliko uspeha na razdalji 5000 metrov v naslednji sezoni in da osvojiš tole izmikajočo se normo za olimpijske igre naslednje leto v Rio de Janeiro. Še enkrat pa, spoštovani, en velik aplavz za državno prvakinjo v teku na 10 km Sonjo Roman. Med člani pa Rok Puhar s časom 30:44. Rok v zadnjih letih med najboljšimi v Sloveniji na dolge proge, tudi danes zmagovalec, je bilo težko na progi? Ja, je to težko, proga seveda ni najlažje, čeprav se dokaže, da se lahko hitro teče. Gre za dosti dobre razmere za tek, sem pa sam naredil največjo neumnost, da sem malo prehitro začel. Nisem upošteval, da sem res tek v zadnjih tednih zelo veliko kilometrov, ker sem pripravljen za pol maraton, tako da bo 170-160 na teden.
Da se je to poznalo, in prvi kilometer 2:53 je bil absolutno prehiteral v 160-170 km, pozor, torej številka v enem tednu, spoštovani, dajte si predstavljati, kakšni kilometri so to vsaki dan. Rok, še enkrat čestitke, 21 km na sporedu kje? Ja, zaenkrat še 100% ne vem, ker sem mislil Italijo, zaenkrat pa seveda, da bomo biti Zagreb in Ljubljana. Načrti za prihodnost sezono še že kaj rišejo? Definitivno spomladi en polmaraton, ampak na višjem nivoju. Takole, tole je bil Rok Puhar, državni prvak v cestnem teku na 10 km, pa dajmo še en aplavz za Roka, danes zmagovalca. Konjiški maraton je letos ponudil tudi rekreativno 5-kilometrsko progo, na kateri sta zmagala Tina Lešnik s časom 22:25 in Marjan Krempl s časom 18 minut in 1 sekunda. 29:42, torej kaj pa maratonska razdalja? Maraton sem 12-krat tekel pod 2:20, najboljše pa 2:17 pa 10. Torej, tisti, ki ste se kadarkoli smo prijeli z maratonsko razdaljo, veste, kakšen rezultat je 2:17. Dajmo pa še en velik aplavz za zmagovalca, Marjana Krempla na 5 km. Še vedno se govori o maratonu z dušo. V darilno vrečko so nastavili toliko, da so tekaču povrnili prijavnino z darilcem, ki je vreden več. V vrečki so dobili tekaško majico, hranilno karité kremo za telo, nezgodno zavarovanje, že tradicionalna steklenička konjiškega vina in bon za kosilo s plastenko vode ali pločevinko piva. Poleg napete tekme na tekaškem odru jo je komentiral odličen strokovni komentator Domen Žnidarič skupaj s povezovalko Tjašo Kangler, se razvilo zabavno popoldne. Že pred startom je vzdušje naelektrila odlična rock skupina Take Off, letos pa je po konicah odmevala tudi novost, drugi oder, ki je bil namenjen izključno zabavi. Ustvarili so jo 3 ansambli, ki so dodali svoj prispevek k domačnosti maratona, ansambl Unikat, ansambl Bitens in kvintet Do jutra. Med tekači in navijači je vzdušje burno utripalo. Vsako leto posebno pozornost namenjamo temu, da se ljudje pri nas počutijo prijetno. Smo mnenja, da je to naša največja dodana vrednost in drugačnost, je povedal vodja organizacije Anton Noner in je vesel, da zadnja septembrska nedelja na Konjiškem poteka v tekaškem duhu. Na trasi so tekače spodbujali harmonikarji in dobro opremljene okrepčevalnice, v bližnjih Zrečah pa so ob trasi pripravili še 3. oder, kjer je bilo veliko navijačev. Po dolgih tekaških kilometrih je to velika olajševalna okoliščina, zna povedati vsak pravi tekač.